Recimo naša statistika, mi dnevno delamo okrog 100 klicev. Pri 100 klicev imamo približno 25 pogovorov, pomeni, da smo s človekom navezali stik. Približno od 25 je 12 tistih, kjer smo dejansko dobili pravo osebo in se dejansko pogovarjamo o vsebini. Od tega nas bo teh 6 oseb bojo rekli, ne rabimo, pokličite enkrat drugič. Na koncu bomo pogovarjali, od 100 ljudi se bomo pogovarjali približno s 5, ki bo rekli, ok, mene pa mogoče to zanima. Okay. Mimogrede, mi avtomatsko vse te ključne besede prevedemo v tuj jezik. Če recimo jaz pišem zdaj v angleščini, ker bomo iskali v Sloveniji, bomo prevedli v slovenščino. Znamo iskati tudi v kitajščini, japonščini, hebrejščini, pač karkoli. Lahko tudi, če imate kakšno arabsko tipkovnico, lahko noter nakucate v arabščini in boste nekaj dobili ven. Evo. Vi recimo, vsako iskanje traja približno uro in po eni uri lahko najdete nekaj 100, nekaj 1000 kontaktov, odvisno kaj iščete, in dobite dejansko listo odločevalcev. Karkoli vas zanima, ključno, če gremo dejansko na samo podjetje, dobite vse osnovne informacije o podjetjih. Takole pa dajmo iti recimo na moj profil. Okay. Telefonske številke pri nas ni objavljeno na spletni strani, je pa moj e-mail in dejansko imam 2. Tako, kaj se to pomeni? Pomeni, da namesto, da na roke iščete, pa porabite 1 uro, pa dobite 10 kontaktov, pri nas dobite večjo maso, skupaj z e-maili, ki jih dejansko stestiramo, pa s telefoni in vse skupaj lahko enostavno izvozite v Excel. Pol se pa začne tisti meni fantastičen del neznanega. Klicanja, kontaktiranja, iskanja, metanja slušalk dol, frustracij, kot se dan kličeš, pa si jih dobil 2,5. Kako pa 2,5 dobiš? Znam jaz. To je tisti, ta tretji te pošle nekam. Pa praktično si ga dobil, ne? Tako da, recimo, da tlele več nismo sitting duck, tlele smo dobili neke kontakte, podatke, tlele se pa začne potem iskanje in to je tak prvi prodajni korak, pa je kdo iz marketinga tle? Midva se bova kregala, pa midva, heca se. Marketing pa prodaja se ful zadnje čase poskuša ločiti, ne. Polno članko je, kako bi sales moral marketingu dirigirati tempo in obratno in tako naprej. Jaz pa pravim, da se prodaja že začne takrat, ko začnete razmišljati o ideji. Tudi naši kupci na drugi strani bi radi bili pripadni, bi radi sprejeti, bi radi, da so del nečesa. Tako da mogoče lahko tudi to nekako vključite. In zmeri se vede, tako kot je Dragan rekel, zelo dobro rekel. Ljudi ne zanima, kaj vi počnete točno. To si lahko pogledate tudi na spletni strani, na Facebooku, kjer hočete, lahko e-mail pišete s celo predstavitvijo. Mene samo zanima, kaj mi boš ti s tem svojim produktom pomagal. Kaj, bom imela več dobička zaradi tega?